Hej, tukaj Sabina oziroma Mami na vrtu. In tisti, ki me še ne poznate, jaz živim s čim odpadki, to se trudim že več kot 3 leta. Svojim vzgledom želim to pač pokazati tudi svojim otrokom, svoji družini in želim, da bi bilo pač čim manj smeti v našem domu in da gre se prav čim manj smeti noter in ven. Ker moramo si priznati, v današnjem svetu je odpadkov ogromno, največ jih kupimo, veliko jih tudi dobimo, na raznih sejmih, praznovanjih in tako naprej. Danes sem želela se prav pokazati, glede na to, da me večkrat vprašate, kako naj svojim gostom povem, česa si ne želim na svojem praznovanju, se prav kakšnih daril. In odločila sem se, da bom povzela to vse v tem videu. In sicer tudi zato, ker ste izrazili neverjetno zanimanje, kaj je Mojster, moj starejši sin, dobil za 6. rojstni dan. Se pravi, katera darila. In v bistvu bomo začeli kar na začetku. Kako sem jaz naredila vabila, se pravi, kaj sem sploh povedala svojim gostom oziroma njegovim gostom, našim gostom, kakšna darila je dobil in kako je v bistvu vse to skupaj potekalo. Tako da gremo kar v začetka. Jaz sem cirka 2 tedna pred Mojstrovim rojstnim dnem napisala vabilo. Napisala sem tisto klasično, kje se dobimo, kdaj se dobimo, kaj bomo delali, da bomo imeli za zakladom in tako naprej, več o tem drugič. Na koncu sem pa dodala tista 2 stavka, tista magična 2 stavka, ki sta ogromno spremenila. Napisala sem, da mi živimo s čim manj odpadki in da predlagam, če želijo podariti karkoli Mojstru, da ne podarijo nekaj od tega. Naštela sem 5-6 stvari, se pravi obisk solne sobe, obisk lutkovnega gledališča, obisk kakšnih muzejev, kakšne dogodivščine, razne aktivnosti. V glavnem, ne toliko igrač kot nekaj tazga, kar lahko otrok doživi in hkrati ne da na polico in se to tam pač prah nabira oziroma pač je to redko uporabi, ampak da nekaj doživi, se pravi neko aktivnost. To mi je bilo ful pomembno. In ker vem, kaj ima Mojster rad, sem pač napisala konkretno te predloge. Malo sem bila tako skeptična, ne to sploh napišem ali ne, zato ker se mi je zdelo tako, a zdaj pa pravično, da jaz napišem to pa to želimo za rojsten dan, ampak v bistvu sem pol dobila zelo dobre odzive že na začetku, da so starši bili veseli, ker sem napisala predloge, ker dostikrat, se pravi, če si nekam povabljen na nek otroški rojsten dan, ne veš, kaj ta otrok želi. Ok, lahko ti tvoj otrok pove, kaj se njegov prijatelj igra najraje, kaj ima rad, ampak kaj če ima to stvar že doma? Tako da v bistvu je bilo zelo dober odziv in jaz sem bila že takrat tako malo pomirjena, da ni to čudo, ni spadlo. Se pravi, mi želimo pa to. Tako da na rojstnem dnevu, na praznovanju, je bilo pa res tako zanimivo. Ful je bil tak dober odziv, dobra energija, pogovarjali smo se okoli tega, kako sem jaz to napisala, kaj so se pol oni spomnili in so imeli res fenomenalne ideje. Tako da začnem kar s prvimi in sicer darila so prišla več ali manj v darilnih vrečkah, ki jih lahko večkrat uporabimo, tako da to sploh ni problema. Moj Mojster je dobil mandarine, dobil je igrače, se pravi neka lesena igrača, to je ta stolp, ki ga lahko gradiš res fajn, zato ker je pač za domišljijo, ker lahko narediš ne samo stolp, ampak različne stvari iz tega hiške. Kar mi je bilo zelo všeč, so bili pa razni obiski, se pravi lutkovnega gledališča, razne tele kartice darilne za lutkovno gledališče, recimo razlika med tem dvema je, da tukaj je kartica prav na otrokovo ime, kjer je gor dobroimetje. Tukaj je pa potem to dobroimetje, ki ga lahko načeloma gor naložiš in potem pač plačaš, naročiš karte prek interneta in greš na gledališko predstavo, kar mi dostikrat hodimo. Dobil je različne stvari, se pravi obisk živalskega vrta in da bo lahko spoznal svojo najljubšo žival, kar mi je bilo res lušanje, da mu je en izmed otrok narisal risbico. Tako, res, kaj je bolj osebnega od tega, da ti nekdo nariše nekaj, tako da, wow, to je bilo res ful lušna stvarca. In to moram res pohvaliti. Dobil je bon za uporabo supa, se pravi, da gremo lahko na jezero in gremo na sup. Taka fajn dogodivščina, neko pač doživetje, no. To se mi zdi res pomemben. Dobil je tudi Lego kocke, s katerimi ste že 2 leti non-stop igrati, tako da tukaj je bilo res ogromno veselja. Dobil je bon za center solnih terapij tlele v Podoteku, kamor itak že hodimo in je zelo vesel, zato ker pač tam se ful fajn igra, ker imajo vedno drugačne igrače, pač še dobro je za zdravje. Dobil je tudi takele kocke, to je pa malo drugače, se pravi, niso kot Lego, nekatere so tudi kompatibilne, pač kot neke
constructor te kocke, s katerimi pa razvijaš fino motoriko in gradiš kovinskimi kockami. In poleg tega, da je dobil tole škatlo, je dobil tudi za 2 meseca delavnice, kjer bo lahko sestavljal take kocke v skupini z ostalimi otroki. To si je itak želel, tako da tle smo bili sploh vsi ful veseli. Najbolj mi je bilo pa všeč to, da je dobil mojster darila, ki si jih želi, nekaj, kar bo neka dogodivščina, kar bo izkusil. Torej, res, same fajn stvari. Dobil je tudi recimo sadne kašice. Sadne kašice narejene iz domačega sadja, ki jih bomo lahko jedli jesen in pozim, tako da on ima to res rad, marmelade in sadje, tako da to se mi zdi res super ideja. Meni je odlegel, ker je bilo mojstru vse to ful všeč in dejansko zato, ker so take stvari, ki jih jaz podpiram in želim, da se pač tudi zgledom, se pravi tudi kaj drugi podarijo za darilo, deli še to naprej. Daj mu podarjati stvari, kot so dogodivščine, aktivnosti, razna doživetja, take stvari. Oziroma stvari, ki jih lahko še enkrat uporabimo. Recimo Lego kocke, jaz jih imam še od prej, ko sem bila še mlajša, sem jih dala mojstru in on neverjetno gradi veliko več kot jaz, tako da tle ga res podpiram. No, tudi pri kockah, ne glede na to, da je to plastika, je to neka taka plastika, ki jo lahko uporabiš na različne načine, odlična je za razvijanje domišljije, motorike in tako naprej, tako da jaz sem ful vesela, no? Tako da hvala vsem, ki ste se tako lepo odzvali in pripravili take luštne stvari in ne glede na to, da je to bon ali pa kaj drugega, to je nekaj tazga, ki pač izkoristiš, to je dogodivščina, tako da ni treba, da podarjamo samo balone, pa same sladkarije, pa take stvari. Všeč so mi vse to, kar sem naštela, tako da v spodaj bom napisala seznam raznih stvari, da si boste tudi lažje predstavljali, kaj to je. Drugače pa na spletni strani maminavrtu.si tudi seznam idej, kaj lahko podarite za darilo. Ne samo otrokom, tudi starejšim, tako da ne pozabite tam prečekirati. Če ti je bil video všeč, se naroči na moj YouTube kanal Mami na vrtu, ker tako vem, da me podpiraš in pač si z mano. Hvala ti, moj čudovit dan, pa se gledamo naslednjič. Čau!